Spoštovani, sredi tega tedna se igrajo tekme 22. kroga v prvi ligi Telemach. Krog znova ne bo popoln, kot gotovo veste, je bila včeraj odpovedana tekma med Koprom in Muro zaradi dogodkov, seveda že minuli vikend. Je že prvo opozorilo Celjanom, zdaj pa dolga podaja proti Matku. Matko, pred njim je Diaby, krasna žoga Sandiju Adetundžiju, brez 11 metrovke, še se bori Matko in na koncu vendarle Ajdin Mulalić. Kregarju, dobro se je ogradil iz ozadja, zdaj Korošec. Nov nevaren napad Rogaške, Mić do strela, takrat je zgrešil tisto, kar je dobra novica za Celjane. Tule pa zdaj priložnost, Korošec, točno v naročje Rozmana. Zdaj lepo Milić proti Koutru, Kouter pred vrata, Adetundži do strela, odlično Mulalić. Adetundži iz ozadja Svetlin, pa ponovno Prucev za Bukovnik s predložkom, Adetundži do strela in mimo desne vratnice. Z njim zaenkrat Celjani res niso imeli sreče. Svetlin ponovno iz kota, Adetundži skače, še ena priložnost, Prucev brani Matko! Aljoša Matko je znova med strelci, 1-0 za Celjane, 30. minuta. Najprej Adetundži, potem mislim, da Prucev, obramba Mulalića, spet se je izkazal vratar Rogaške, toda potem rešitve ni bilo več iz neposredne bližine. Aljoša Matko, 1-0 vodijo Celjani in treba je reči povsem zasluženo. Tule za Kregarja, Majcen takoj naprej proti Miću, Mić, mimo Vukliševića, Mić, še vedno Mić in brani Rozman. Kouter, Adetundži, Prucev, krasno proti Miliću, Milić pred vrata, Adetundži je tam, Adetundži potem prek glave, vendar v zunanji del mreže. Za Bukovnik prihaja vendarle do žoge, za Bukovnik, Adetundži, malce mu je spodrsnilo, potem pa je sprožil in zadev vratnico, še naprej nima sreče Sande Adetundži. Ceneta kitka, to pa Milić pred Kurežem, še vedno Milić s predložkom, Tura Diaby je zabil avtogol! Nino Milić je vknjižil asistenco, prav nič nevarno ni izgledalo, nobenega celjskega nogometaša ni bilo pred vrati Mulalića, toda zelo nespretno Tura Diaby in klonil je Ajdin Mulalić. Celjani pa so zdaj povedli z 2-0. Samo do Karničnika, ki vrača na levo stran do Svetlina. Svetlin, Prucev pred gol in še en avtogol, tokrat Lovriča. Še en avtogol Slatinčanov, tokrat je svojo mrežo zatresel Di Matteo Lovrič. Neverjetno. Pride tudi takšen dan. Kambič, Prucev potem proti Miliću, predložek Milića. Zdaj Karničnik pa Matko preigrava Matko, še vedno Matko in gol! Še drugi zadetek za Matka. In tlesknila sta z rokama Krznar in Mikić. Širok nasmeh Krznarja tudi proti Menalu, kajti najbrž bo Menalu vstopil prav na mesto Matka. 71. minuta, na hitro so zdaj Celjani, rekel bom kar nekako demolirali.
Ste žal Karničnik. Zdaj pa napaka Karničnika, Prenkpala in gol! Redko vidimo takšno napako Žana Karničnika, ampak če se mu je že morala primeriti, seveda bolje, da se mu je na takšni tekmi, ko Celjani seveda vodijo 4-0 in njihova zmaga zaradi tega jasno ne bo ogrožena. Poglejte, takole Karničnik, točno v noge Prenkpalaju in zdaj je tudi Marko Prenkpalaj dosegel svoj prvenec v slovenski ligi. Damir Krznar, čestitke za zmago, drugič zapored ste doma to pomlad slavili 4-1, znova imate 10 točk prednosti, zdi se, kot da ste v neki svoji ligi, ampak danes najbrž ni bilo tako lahko, kot kaže končni rezultat. Da, strinjam se z vami. Kad gledamo 4-1 prije 2 tjedna i nije to isto. Nije to isto. Puno smo bili sigurniji, suvereniji, bolje kontrolirali utakmicu nego što je to bilo danas. Danas, po mojoj ocjeni, možda i prevelik rezultat na ono što smo pružili. Nisam zadovoljan brzinom igre, nisam zadovoljan dinamikom, osobito kad mi smo u posjedu lopte. Malo nam je i reakcija na izgubljenu loptu bila loša, tako da kažem prevelik rezultat. Ne smijemo pobjedi gledati u oči jer nam je bila nužna. Slavimo 3 boda, ali sigurno nisam zadovoljan. Ste pa znova v strelskem smislu po povratku po poškodbi dobili Aljošo Matka. Zdaj vas, bomo rekli res, da na tem igralnem mestu čakajo sladke skrbi, v nedeljo pa tekma s Domžalami, pričakovanja. Da, super što se Matko vratio. Velim, ono što ćemo pozitivno izvući iz ove cijele tekme je 5 igrača koje smo polako uveli u ritam utakmica. Matko je bio dugo bez tekme, Kvez dugo bez tekme, nažalost poškodovan, ok. Vrba isto tako da to je plus. A vjerujte mi, u planu je već bila složena momčad za Domžale, ali sad ćemo morati neke stvari mijenjati i malo me svrbi. Oskar Drobne, nekako z tribune je bilo videti prve pol ure dokaj enakovredno, potem pa kot da je ta prvi zadetek na nek način odločil srečanje, kako ste vi doživeli vse skupaj sklopi. Pa ja, normalno, vedno prvi gol je tisti, ki obrne neko tehnico, ampak ne kljub temu, da smo doživeli dokaj visok poraz, bom rekel, da ni najbolj realen. 2 prejeta avtogola. Ampak smo bili pri aktualnem rezultatu in pri 0-0 in proti 1-0. Smo imeli tudi mi svoje situacije, tako da nič. Tekma ni šla v našo smer, glave gor, gremo dalje. No in že v nedeljo, verjetno pravi praznik nogometa, v Slatino prihaja Maribor, kaj si lahko obetamo? Enostavno sem povedal, da za nas je vsaka tekma kvalifikacijska. Če smo šli danes na zmago, če smo šli proti Domžalam na zmago, proti Olimpiji, bomo šli tudi proti Mariboru. Se pravi na glavo, na juriš in upam, da s čim večjo podporo publike, da iztržimo ugoden rezultat. Aljoša Matko, iskrene čestitke, kakšen povratek v začetno 11-terico, bi lahko rekli po poškodbi, zmaga 4-1, vaša 2 zadetka, verjetno ste v tem trenutku več kot zadovoljni. Ja, sigurno nekako. Boljše si nisem mogel zaželeti tega začetka tekme, da začnemo od prve minute in takoj sem zadel prvi gol in pol je vse lažje. Pol se vidi, da iz minute rastem in na koncu je prišel še ta drugi gol in upam, da bom tako nadaljeval. Ja, zdi se, da je ta prvi zadetek bil nekako ključ do te zmage. Predtem še nekaj malega tipanja, potem pa je kar nekako steklo v nadaljevanju. Ja, sigurno. Vemo, kakva je ekipa Rogaška, dokler jih nekako ne odpreš, da daš ta prvi gol, da se oni tudi malo odprejo, je težko, nam je to uspelo in na koncu zasluženo zmagali. Aljoša, zdaj pa Domžale v nedeljo, vemo še en, bomo rekli, ranjeni lev, ampak vi očitno hodite po svoji poti. Ja, sigurno. Domžale je mogoče v neki slabi rezultatski formi, ampak vsaka tekma je tekma za sebe, tako da ne bo lahke tekme.
Žan Flis, kaj reči po porazu 4-1, nekako bomo rekli prve pol ure še odprto, potem pa je bil, vsaj zdi se tako, tisti prvi gol ključen, ko ste očitno morali zaigrati napadalne in verjetno puščali malce več prostora tekmecev. Ja, vedeli smo, da bo težka tekma. Tisti kot je bil padec koncentracije, enostavno tega si ne moremo dovoliti proti tako kvalitetnemu nasprotniku. Na to smo se malo dvignili, potem pa spet drugi polčas, ena situacija, padec koncentracije in potem ti poruši. Iskali smo se nekje 10-15 minut, prejeli še tretji zadetek, črti zadetek in potem je težko se vrniti. Da nimamo kaj reči. Je pa Rogaška pokazala že v uvodnih 2 krogih te pomladi, da je izjemno konkurenčna, lahko bi rekel na trenutke celo več kot to. Zagotovo verjetno ne bo bele zastave niti v nedeljo, ko v Rogaško Slatino prihaja Maribor. Niti slučajno. Mi se bomo borili na vsake tekmi isto, proti nekaterim nasprotnikom boš imel manj priložnosti, boš moral izkoristiti, tudi danes smo imeli pri nič proti nič, smo imeli izjemne priložnosti. To moramo dati gol, kajti na take tekma si veliko priložnosti ne boš pripravil.